Otičk! Evo, izvolite, Angelica! Kašno Vid voditelj na Radiu Robin. Ste eno prinesli. Prinesla sem orehovo. Orehova, Drugače dobro. pa pečem različne orehove, makove, pehtranove, rožičove, karkoli je različno. V glavnem pri nas je vedno potica na razpolago, kdorkoli pride. Nej bi jo pomagal delati tudi vaš mož, a to drži? Ja, moj mož pomagal s tem, da sklofa vedno. Sklofa? Aha, testo torej- sklofa, ja. aha. Ker jaz sicer imam tisti aparat za klofanje, ampak vedno boljše moška roka. On mi sklofa tako, da gre od žlice stran. Kaj pa tiste, ne, ki nimajo moža za klofec, ki so samske, recimo, pa... Ja, zakaj pa so samske? Ja. Ne pa ljubimca dobijo. Ne, ljubimca dobijo, tako pa bojo skap klofali. Danes pa res ni treba biti noben ideja samska. Ja. Angelca, s katerim politikom bi flirtali, če bi bili še samski? S Borutom Pahorjem. S Pahorjem, evo. Enkrat sem slišal, da tudi Trump je tisti, s katerim bi. Ja, Trump je tudi v redu, ja. Torej, Zelo v redu. v vsakem primeru bi v Beli hiši bila Slovenka. Ja. No, sej je zdaj tudi. Sicer pa je v tistem letu bilo kar nekaj resnih kandidatov za predsednika države, tudi Damjan Murko, ki je zdaj z nami. Damjan, ti si od kandidature odstopil, si se mogoče ustrašil Angelce? Ne, jaz moram povedati, da sem se na nekem točki odločil, da to ni moj cirkus, to niso moje opice. Poleg tega sem pa pogledal predsedniško plačo, lepo vas prosim, lahko definitivno zaslužim več tem, kar zdaj počnem. A ja, pa si mogoče volil Angelco? Jaz volim Angelico že nekaj let. Vas voli že nekaj let, pravi, ja? Ampak pazi, Angelca zagovarja prave moške, ki poznajo osnove gradbeništva, ki znajo uporabljati mešalc. Bi znal ti našteti vsaj 3 orodja za gradnjo? Dejva midva malo mešati, pravi, lahko je mešalec. Aha. Potem vem, da je tudi en tovornjak, ki se mu reče hruška. No, Potem krasno. lahko rečeva seveda lopata. Ja, malo diši po mislim, da bo nočnem. kar dovolj. Ja, diši malo po nočnem programu. Bi vi to prevzeli? Klukca. Klukca, velika klukca. Predvsem tista hruška, ne? Menda ste učili tudi prve razrede in imeli enega slavnega učenca, je tako? Ja, imela sem slavnega učenca, ki sem učila v Žalni, to je Janeza Janšo. Janez Janša. Ja. Verjetno je bil že takrat predsednik razreda, ali kako? Ne, zelo mil je bil, zelo mil, moram povedati, zelo ubogljiv, tak miren fantek, zelo miren fantek je bil. Ampak zelo bister, ker že takrat, veste, koliko je to let nazaj, je meni 1, 2, 3 vse rešil. In potem mi je začel nagajati. Tako da sem že takrat jaz imela dodatne liste za njega, dodatne naloge matematične, da mi je dal mir. A, tako, vas pa ni zaklenil razred, pa omejil ugibanje. Ne, A, to ni pa rekel, ne. bodite tle noter. Ne, Dobro, ne. jutranja voditeljica Suska je z nami, pred enim Živijo. mesecem se je ona poročila, to Ja. pa je bilo lepo, ne? Kakšen je zdaj tvoj zakon po poroki, ne? Sta kaj bolj zaljubljena? Malo se drži še, ja, malo se čuti, ne? Ja, res, ja, se Tako, čuti, tako. malo tako. To se nekaj dolgo časa čuti. Ja? Sicer pa imaš eno vprašanje, ne? Zdaj te zanima, ne? Tako. Zdaj si sveže poročena od take modre gospe s kilometrino, Izkušene, ja. 55 let poroke. Kaj te zanima? Recimo, kadar se z možem kaj spreva, recimo, da se ne strinjava, je fajn takoj dati ven to iz sebe, čeprav sem malo jezna, ali da se pomirim, prespim in potem mu povem. Takoj vendati. Takoj. Takoj vendati vse, onaj da svoje, vi svoje, ampak nikoli pa mule kuhati. Aha. Trmasta ne biti, mule ne kuhati, vi povejte svoje, on svoje in vedno sem rekel, sedva se, pa se bo pomenila. Ne begati stran. Ja, Vse ja, ja. se razčistiti, ti povej svoje, najta kompromis. Kaj pa recimo pri intimi, če nisem vedno na voljo, kje dobiti tisto? Ja, to pa kar morate biti na voljo. Kaj se naredi, če ni na voljo? Ja, to pa ni dobro. Kakšna Veste, glava boli in te ja, stvari ni. to so izgovori. To so izgovori, to morate pa kar biti na voljo, moram povedati, da to pa ni dobro. Okej. Ker to, če se to ponavlja, potem, veste, niso dobri odnosi, skriti odnosi in tako naprej. Tako drugače pa, kakšnih igrač pa ne rabite. Evo. Kaj je tvoj na baterije, na USB, kaj imaš? Ja, nimam neč, jaz te Sandi, kje do tebe te ideje? Ja. Jaz samo sprašujem. Evo, hvala Suska, upam, da si izvedla, kar te je zanimalo, bomo pa testirali čez 55 let, ne? Ja, pridem nazaj če je pa- povedati.
V soboto praznujete osebni praznik, je tako, Angelca? Ja, v soboto praznujem 27. da je rojstni dan, točno se ujema, v soboto smo 27. kar velik jubilej, bom kar povedala, koliko Pa ne. dajte povedati. Ja, 80 let. 80 Tako, to je let! kar zelo velik jubilej. S praznovanjem začenjamo že v našem studiu, za vas imam eno malenkost. To je pa presenečenje. Takole bomo naredili. Za vas imam kronco, veste zakaj? Ker ste pravkar postali kraljica potičk. Evo, izvolite, Angelca. Kakšno presenečenje. To bom pa doma obesla. Uradno ste postali kraljica potičk. Ja, Potrjeno. to ste me pa presenetili, pa tak lep šopek. Ja, lepa hvala, to ste me pa tako presenetili. In tega današnjega slavja se je udeležil tudi Gianni Rijavec. Kakšno presenečenje, ja, ljubi moj Žani. Joj, kakšno presenečenje. To je pa, ja, hvala. Potički gre tudi kavica, ne? Ja, hvala, hvala. Joj, kakšno presenečenje. Ja, tudi kitaro imaš s sabo, ne? Glej, zdaj za Angelca imam jaz eno pesem, ki jo Angelca seveda dobro pozna, samo ime spremenimo in smo že tam, ne? Ja. Lepo zdrav, čau Angelca, bodi srečna v Afriki. Naj te sonce zdaj greje, tam kjer nafta se cedi. Lepo zdrav, čau Angelca in ne joči za menoj. Nafta je zdaj tvoja, prstan zlat je moj. Bravo! Gianni Rijavec. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.